Za kva? Se oženil, ja. A, vidiš. Takrat sem se oženil in... Pa si bil kaskader doma? Pa sem bil doma, me niso pustili, sem rekel, da to ni dobro, da to, kaj je to, da kaj boš hodil po svetu, to moraš eno službo si dobiti, moraš hoditi redno, moraš ob 6 iti do 2 delati in ne biti doma. Pa to je bilo 3-4 leta, pol mi je prišlo do tle in pa prišel spet nazaj. Ko sem videl, da ni denarja, ne? Se pravi, družil si se z Jackiem Chanom, oni si ti pa rekli, da si najte redno službo, kaj? Ja. Si videl ti to, ne? Dej mi povej, kaj pa tale? Potem sem pa šel na eno snemanje, sem imel skok s China Brand, takrat, ko je bila še Juga, sem dobil $80,000 takrat. Pa so bili pa tih, ne? Sam takrat je bila prva splača, bila ne vem, $200-300. Jaz sem jih pa v parih sekundah 80,000 in pač takoj skupil mašino. Dobre. Zdaj te pa malo provociram, ne? Zdaj te pa malo provociral in sicer Štiglicev Patriot, ne? Ta zelo glasni naš slovenski film, ki je bil brez zamere v kurcu, ne? Brez zamere, ne? Kaj se je tam dogajalo tudi s temi akcijskimi prizori? Je bilo premalo denarja? Ali si ti zaspal? Ali ti misliš, da so bili cool prizori, pa niso fajn izpadli na kameri? Kaj za vraga se je zgodilo s tem filmom, da je bil tako za nič? Tam je bilo 5 režiserjev. 5 režiserjev? Tam so bili vsi režiserji. Tam mene noben ni upošteval. In tam sem jaz mogel delati, kar so oni rekli. On mi je rekel, hočem to. Ma to ni dobro. Jaz mu povem, treba to ni. Ne, ti už delati tako, kot mi rečemo in baš ta. In kaj češ pol delati pri takmu? En lev režiser, recimo en Steven Spielberg, ki je klasa, te posluša, če mu rečeš, da tako ni prav, on to razmisli in reče, ok, daj naredi, pokaži, ne? Naš pa da ti reče, pokaži, ni šans. Pa kaj fora? Ko delam stojim, mu dam jaz svoj predlog, mu reče, tako pa tako, on reče, ok, pokaži, na delo, gremo, pokaži. Če pa naš mu reče, bomo mi tako naredili. Ja, tole, ne, spravili so čim več denarja že. Se prav hočeš reči, da so naši, bom rekel, režiserji, pa te delavci filmski, so veliko večji ego-tripi, pa niso v primerjavi z unimi tujimi dejansko nič, pa so oni bolj normalni, pa znajo bolj ceniti zadeve, pa zakaj se gre? Res, točno tako. Prvo se znajo ceniti, ma kaj, naši nima niti toliko izkušnje, ne. Evo lete okoren Mitja, ne, koliko je Mitja je ful sposoben, on zna narediti marsikaj. Tle so ga odrinili, zato ker so videli, da je velika konkurenca ima. Pa je šel v tujino posnet film, ne? Zdaj mi je pa dal Kajlo, zdaj je pa naredil tak filmček, take spote dela na Poljskem je zvezda. Ki bi lahko tudi Prnas, ki je naredil. Da bomo dali en film, ma on ne bo dobil film, zato ker je preveč sposoben. Prnas dobil nesposobni. Kdaj ste gledali kakšen slovenski film na zadnjem dobu? Raj, povejte mi to. Zdaj smo obrnila intervju, zdaj moram jaz v sebe obrniti, zdaj moram jaz v sebe obrniti tole. Dober slovenski film na zadnje? Ja. Že se ne spomnim. V Tanovih se ne spomnim. Res dober se ne spomnim, ne? Ne, jaz se ga ne spomnim. Se ne spomnim, ne? Grem nazaj na tebe zdaj. Aha, dobre. Jaz se ga tudi ne spomnim, razen te, ko so bili te stare filme, ki je bila še Juga. Takrat je bilo, takrat se ni toliko šparalo, ne? Pa tudi takrat nisi prišel preko veze noter, da si ti igral, če si bil igral, da so te noter porinili, zato, ker je bil tvoj prijatelj ali prijateljica, da si dobil vlogo. Takrat je bila audicija in ta prav ga so izbrali in ta prav je igral. Niso gledali, a imaš ti končano šolo ali nimaš, pač če si bil sposoben, si pa šel delati. Danes pa, če nisi na AGRFT-ju, pa če nisi v gledališču in pol na koncu, ko gledamo slovenski film, gledamo gledališče, ne pa film. In tudi režiser, režiser posname film, zato ko ga posname, ko ga konča, ga zmontira, to ga itak noben ne gre gledati, on se usede na kavč in začne naprej in nazaj, kako ga je snemo, in to gleda. Film si je naredil zase, ne pa za publiko, kaj pa v bistvu Ministrstvo za kulturo je dal denar, zato da naredi film za ljudi, on si pa naredi film za sebe. Dobro je. Zdaj pa gremo na tega, če ga poznaš, Hala Nithama, ki je režiral potem enih par filmov Dirka Cannonball, pa Cactus Jack, tudi komedijo, pa Smokey and the Bandit. On je začel kot kaskader, pol je pa rato režiser, prav uradni režiser, pa me zanima, zakaj ni tebe kdaj prijel, da bi ti začel prav filme režirati. Ne samo te stand koordinatorske stvari, ampak prav režiser kot režiser. Ja, leti, jaz jih poznam ogromno, ko so bili koordinatorji, standi pa to, da so danes so režiserji uspešni. Ni rečeno, da tudi jaz ne bom. Na stara leta, ne? Ja, jaz tudi na to temo tudi razmišljam, da. Pa kak film bi posnel ti? Mislim, akcijski itak, ne? Ampak kaj, kakšen? Ne, taka akcijska ljubezenska drama, tako bi naredil. Si romantik malo, ne? Po duši. Ja, ja. Si, ne? Ker reči, gledam, tale film Stuntman, če se ga spomniš s Petrom O'Toolom, kjer se je izdajal za kaskaderja in pol se je glavna zvezda tega filma zaljubila v njega. To se je tebi daj zgodilo že.
Recimo, da se, ne vem, zdaj Naomi Watts se je zaljubila v tebe, kaj, ima malenkost. Ne, Ne, ali kaj? Ne vidi v redu, ali kaj? Kaj pa kjera druga zvezda? Si imel kdaj občutek, da so te malo gledali tako, tale kaskader je pa cool, tega bi pa jaz malo spoznala, pa mu rekla, koliko je kaj. Si imel kdaj občutek tak? To se mi je doskrat dogajalo, ne, sem zmeraj šel, ker slabo govorim angleško in raj se ne pogovarjam in grem. In si raj šel? Ja. Dober je. To mi povej, je res, da vsi recimo tele igravci pa zvezdniki spoštujejo kaskaderje tako fejst, ali grejo komu malo na živce? Recimo si imel občutek, da je kjer igravc se pa tako malo, ne vem, nosil, pa si mu bil ti ali pa mogoče kaj drug kaskader malo tako, kaj bi ti radi, ne? Ali se zavedajo, da brez vas dejansko filma ni in da vas nujno rabijo? Ne, oni se zavedajo, da brez nas dejansko filma ni in da nas nujno rabijo. To se vsi zavedajo, ti igravci, ne? In pa se ne nosijo nič? In oni se do nas obnašajo, mislim, ne vem, jaz nisem imel kdaj kakšen občutek, da bi se kakšen kontra, ne? Jaz sem imel zmeraj dobre spomine z njimi, s kjermokoli sem delal. Kaj pa tepe šok do na živce kdaj? Pa ja, sem pa kje kakšne igravci, ki so taki narodni mi grejo na živce, ne? Jih je res dosti takih tako narodnih, da si, zdaj sem snemal z enimi Arabcem, mislim, so vse polomilo. Snemali smo, prišli so sem snemat, jaz sem mislil, da so oni heroji, ne, ko so dol, ker riskirajo svoje življenje, ne, ker so teroristi, zdaj bom imel kakšne junce, ne, oni so paški junci, ne. En si je roko zlomil, enega statiste udaril, enega sem vrgel, ko sem ga vrgel na tla, si je pes zlomil, pa to je bilo vse v gipsu. Narodni. Nikoli v življenju niso trenirali kakšne take stvari, ne. Čuj, kje je pa starostna meja, dokdaj si lahko sploh kaskader? Do smrti. Lahko si prvo 80 let kaskader? Ja, jaz ga imam, 73 let je kaskader, prva liga, Ivo Krištof iz Zagreba. Pa še kar snema ful nevadne prezvare pa to? Ja, skozi snemamo, jaz ga imam skozi sabo. Ampak ni to mislim... Rečem, da je 5 gor, so že vrgo dole, on se bo vrgo. Ampak ni telo na stara leta bolj nagnjeno, ne vem, poškodbam, pa kosti, pa to. Ja, kak je s tem? Pri njemu izgleda vse premaknjeno in je normalno vse. Torej boš do smrti boš kaskader? Jaz bom do smrti, mislim, tisto, kar bom lahko naredil. Ja, dober je. Kaj pa tvoje ime? Si daj grunto, da bi si ga spremenil? Recimo, ne vem, te Ivel Kanivel, Jakima Kanut, Hal Nidhem, ti pa Rok Cvetkov. Si ni to malo premalo eksotično za neko kaskadersko zvezdo, ne? Ma ne, nisem jaz kaskadersko. Recimo Rok Flower Power ali kaj takega, da bi bil, ne, nisi razmišljal to? Ne. Ker Rok Cvetkov. Jaz ostanem to, kar sem. To, kar si. Pa se nimam jaz za zvezdo, mislim, to... Lej, dotaknil si se Silvestra Stallona. Od takrat naprej si uradno zvezda, ne? Lej, to moraš čistiti, ne? Če si se Stallona dotaknil, si vsaj za mene si zvezda, ne? Ma jaz sem ga tudi zrušil na tla, ne, da sem ga dotaknil. Še celo to, ne? Zakaj pa? No, kaj pa pa je? sem ga tudi, ko sem mu eno stvar pokazal, ga je skoraj zvilo, ne? Ja, star je že malo, veš? Ja, ma ne, da je star, ma... To oni so na silo, oni so na filani, to, kar jih vidiš, to je, tudi zmeraj rečem, da imam eno iglo, da jo preluknem, bo sam spustilo ven zrak. Tako pri silikonu? Ja, kot pri silikonu. To se umetni. Dej mi povej, pa zakaj sploh še v Sloveniji živiš ti? Zakaj nisi se preselil, ne vem, v Hollywood? Ja, ko pa delal Hollywood, vse Slovenija je Hollywood. Tule pre tebi je, tu pre tebi je, ja. Meni je Slovenija lepa. Ti je všeč? Jaz živim v Kopru, meni je Kopru kot Hollywood. Ampak nimaš problem recimo s temi pol, da se moraš furati sem pa tja. Ne bi bilo lažje, če bi nekje bil, kjer se delajo stvari, da se moraš skozi furati. Ampak največ se stvari delajo v Evropi. V Evropi, ne? To se zdaj snema, ne? To se zdaj Hrvaška odpira, je dala ta dal dol. Mađarska, Hrvaška, Srbija, Bolgarija, Makedonija, to se zdaj vrača, tako kot je bilo včasih, ko je bila juga, ne? V Jugoslaviji so se največje projekte so se snemali v jugi. In zdaj to počasi se spet vrača nazaj. Zakaj recimo se snema v Bolgariji? Te velike projekte. V Bolgariji se snema zato, ker juga, ko je razpala, niso imeli kam, so se preselili v Bolgarijo. Bolgari so imeli to Bojana studio, so malo ga Američani preuredili in vse, kar se je snemali v jugi, je šlo v Bolgarijo. Zato so pa v Bolgariji dobili take projekte. Zato, ker se je Jugoslavija razpala. Če se ne bi se Jugoslavija razpala, vse filmi bi se še danes tukaj snemali. Dej mi povej še kako zanimivo prigodo z kakega filma, kjer je bil kak znan igralec, tako smešnega, se spomniš kaj takega? Vem, da tega veliko, ampak imaš kaj takega, da serviraš, ne vem, svojim vnukom, pa bi jim že težil skozi eno isto zgodbo, veš, jaz sem pa takrat to, pa smo takrat to, imaš kaj takega? Ma tega je toliko, da ne mogo prav pomisliti.
Zaskače od Stallona k Landgrenu, od Landgrena k Chenu, od Chena k Van Damme, od Van Damme k Moniki Bellucci. To zdaj skačeš v glavi, no verjetno, ne? Se ne spomniš nič takega? Ali pa Šarbeđijo, njega, z njim si se tepal na filmu, no? Pa to povej. A z Radetom? Ja, z njim si se tepal, ne? Ja, lani jaz sem igral bolgarskega policaja. To si pa prvi igral v filmu? Ja, igral. Aha. Rade je pa bil ata od te punce, ne? In jaz sem bil tisti, ki sem udrival Radeta. In pol Rade je mogel, jaz sem ga mogel, ko sem ga udaril, Rade je mogel iti po stopnicah, ne? Rade ni hotel kaskaderja, Rade je hotel kaskaderja, ne, jaz sem mu zagarantiral, da bo vse v redu, naj sam naredi, kaj bo boljše, ne. Je rekel, okej, ampak se je takole tresel, ne, ga je bilo res strah. Je rekel, veš, prav, na Snatchu, vse je Snatchu igral, ne, mislim, da je na Snatch. Snatch, ja. Prav, veš, če bi na Snatch imel tazga koordinatorja, ko si ti, jaz bi bil danes v redu. Jaz sem mu dal ščitnike, vsega zrihto, ne, in mu pokazal, kako bo naredil in naredil prvo ligo. Ko je rekel, veš, prav, če bi na Snatchu imel tazga, ti bi imel tebe na Snatchu, jaz bi imel cele noge in bi normalno hodil. A si je poškodoval tam? Poškodoval se je na Snatchu, ko so ga udarili ali ustrelili, se ne spomnim točno, on je mogel pasti na kolena. In ko je padal na kolena, mu niso dali ščitnike, ne? Niso ga ne zaščitili in ko je padal, si vse polomil in danes šepa zaradi tega. Resno. Da mi povej, pa lahko kak kaskader, recimo, bi ga lahko tožil tudi, če bi kaj zamočil. Recimo, da bi bil odgovoren za en prizor, pa bi se pa neki igralca poškodoval ali celo ubil. Je bilo kaj takih primerov že, da je kak kaskader fest nastradal? Ma ne, kaskader je tožiti, ne more tožijo produkcijo. Pole produkcija ima zavarvano, tako da... Ti si kaj zajebal? Ne. Nikoli? Na snemanju nikoli. Kaj si naredil, je bilo točno tako, kot je mogli biti? Vedno. Kaj pa za naprej? Imaš kakšne plane za naprej, katere se splača zdaj umeti? Imaš kaj pripraviš kaj velikega, kak naslednji projekt, kak film? Jaz imam plane take, da propeljem v Slovenijo Hollywood. Pa kdaj boš to naredil? Ja, čakam zdaj. To je moš poklicati, veš? Ko prije Stallone v Slovenijo, me moš poklicati. Vse Stallone bi bil zdaj, smo se pogovarjali. Zdaj pa je moj sin umrl, zdaj si rekel. Zdaj sin, zdaj vprašanje, če bom sploh še kaj snemal. Misliš, da ga je tako? Zdaj bom videl, če ga bo tako zvilo, če ne pa... No pa tudi Landgren je okej. Tudi on je okej. On je pa super. Pa kdaj boš pripeljal? Z Landgrenom sem se pa res ful fajn ušteval, pa res dečko, ne. In tako tudi malo sva trenirala in to, ne. Ker on je tudi v resnici, je profi za borile veščine. Ja. No pa kdaj boš pripeljal? Sem. To čakam jaz. Čakam, da bomo kaj posneli, ne. A da bi snemali tu pri nas, film? Kaj pa če drugega? Rače ja pokličem, da pride na obisk me. To smislo, ja. Ma, tis ni problema, tis ga z vrstnem pa pride. To so pa taki, niso pa finje, ne. Da bilantov, mislim, da ga pride 1, 2, 3. Daj mi povej, ampak res prej si razlagal skozi, pa to te moraš vsem vprašati, res nisi nikoli, ko si videl te zvezde, pa vsem bil mal njihov fan, mal tist, poglej ga Stallone, poglej ga Landgren. Vedno si tako vzel, glej ga, pa kaj, pa si šel snemat, nisi nikoli, da bi mal, veš tist, ti mal delali mravljinci ali pa ne vem, lej, kva si še stole, Robert Mitchum, recimo, ki je bil res legenda, lej ga Robert Mitchum, wow, ali ne? Pa jaz takrat niti nisem vedel, kdo je. No, mogoče pa to pri tebi dobro, da niti ne veš, s kom snemaš, ne? Ja, jaz sploh nisem vedel, kdo je. Jaz recimo, ko sem z Robin Williamsom, jaz sem pol čez leta zvedel, da sem delal z njim. Jaz, ko sem snemal z temle Pierce Brosnanom, sem se vedel, da je to. Se tudi ni bil znan takrat. Smo snemali Dead Train, vse Pierce Brosnan je v Sloveniji snemal. To veste, da je snemal. Ja, Dead Train, to so snemali, ja. V Suplju, v Postojni tam, na Hrvaškem. Sprav ti pol še ko konča snemanje, zveš, s kom si v bistvu delal. Ja, to jih niti zamar nimaš, ko prideš na snemanje, pač narediš. Kaj boš na koncu povedal še svojim slovenskim oboževalcem, pa vsem, ki te poznajo posod po svetu? Pa Moniki Bellucci, pa Jennifer Aniston. Pa naj pričakuje en dober film, da bomo eno akcijo dobro naredili. Če ja ne bojo Slovenci, pač ga bom pa jaz. Prej ali ste en film, da je z dobro akcijo, dobro narejen, bomo sigurno naredili. Imaš kako vlogo za mene not v mislih? Kjero, kaj bom igral? Ljubimca. Kakega? Veš kaj, če bom pripeljal eno dobro igralko, pa boš lahko ljubimca.